Ja, a ni v državi, ki je lahko živeti. Pravno smo danes bili včeraj, že na če kaj bo pa včeraj? A ja, filozof. Vsak let so se za mesec igralci Prijazen pozdrav vsem na prvih srečanjih pod Slamnikom v našem Slamnikarskem muzeju. Tema današnjega pogovora z dr. Damjanom Guštinom je Prva svetovna vojna. Lepo pozdravljeni. Morda za začetek nekaj besed o našem nocojšnjem gostu. Dr. Guštin je že od leta 1980 zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino, od leta 2008 pa je njegov direktor. Ukvarja se predvsem z novejšo zgodovino, je znanstveni svetnik, ki raziskuje področje slovenske vojaške zgodovine, predvsem druge svetovne vojne, in med drugim je avtor monografije z naslovom Za zapahi, slovensko prebivalstvo v okupatorjevih zaporih med leti 1241 do 1945 in je tudi predavatelj vojaške zgodovine na katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede. Evo, toliko o našem nocojšnjem gostu, ampak ker smo omenili, da že od leta 1980 dela, je zaposlen in najbrž zdaj tudi zadnja leta vodi Inštitut za novejšo zgodovino. Morda najprej nekaj besed o inštitutu, kaj je njegov pomen, njegovo poslanstvo. Hvala lepa za to istočnico, seveda. Ne zato, ker ga vodim, ampak kolikor ga pač direktor vodi, to marsičem to še zmeraj pomeni, predvsem, da se vodijo sami raziskovalci, ne? Ampak okay. Recimo, da direktorjeva vloga je pa to. Ampak zaradi inštituta, inštitut je nekoč bil seveda, ima dolgo zgodovino, več kot 50 let, oziroma bo zdaj že 55, pa bo kmalu 60 potem, upamo seveda. Ustanovljen je bil z zelo določenim namenom, se pravi, da se takrat najnovejša zgodovina seveda začne bolj kontinuirano in včasih morda tudi malo bolj opazovano proučevati. Najnovejša je bila seveda takrat Druga svetovna vojna ali pa NOB, narodno-osvobodilni boj, pa potem postopoma seveda tudi povojni razvoj. No, tam smo prišli do tega, da smo dobili tudi bolj splošno ime in to še pred 1991 letom in boljše in slabših letih vsekakor funkcioniramo naprej, tudi v precej spremenjenih razmerah. Mi sicer rečemo, da smo osrednja ustanova in dejansko, če gledamo po številu raziskovalcev in po temah, smo še vedno tista ustanova, ki na področju novejše zgodovine, se pravi 20. stoletja, pa seveda 21. stoletja, ustvarja in raziskuje še najbolj kontinuirano, kolikor seveda različni sistemi dopuščajo. To ne mislim političnih sistemov, ampak mislim raziskovalnih sistemov. Raziskovalni sistemi pa so, včasih so bili malo drugačni, danes so v glavnem projektni, se pravi, da je s projekti treba poskušati zasesti čim več tistega širokega prostora, ki ga ima najnovejša zgodovina ali pa novejša zgodovina ali pa vsaka zgodovina seveda in sega od, tako kot je življenje zelo široko, sega seveda tudi zgodovina zelo na široko, od socialne pa do politične, od gospodarske do vojaške in tako naprej.
No, zdaj je najbolje, da se lotiva najne nocojšnje teme, prve svetovne vojne, morda za začetek Svetovna vojska je tu naslov vašega današnjega predavanja, kot ste si ga zastavili. Skratka, zakaj vojna, zakaj svetovna vojna in zakaj velika svetovna vojna? Ja, ta svetovna vojska je morda v navednicah zato, ker je to takratni slovenski izraz. Ne? Vojska je pomenila vojna. In imamo tudi publikacijo, ki se tako imenuje, skratka, izraz je historičen, danes je pa seveda napačen. Ampak to ni važno. Zanimiva pa je ravno to, kar ste odprli, distinkcija ali pa razlika med veliko vojno in svetovno vojno. Veliko vojno so si izmislili pravzaprav, ali so jo poimenovali, takrat, ko je že kmalu, ko je izbruhnila na francosko-angleški strani. Svetovna vojska je nemški izum. In od tam naprej se pravzaprav tudi ta dualnost vleče pravzaprav do danes. Ne? Morda malo z drugačnim pridihom. Velika vojna je malo bolj poetično, ona svetovna vojna je dobila potem še po letu 1945 svojo sestro, drugo, in je ona postala prva. V poimenovanjih, seveda, te poimenovanja so zgodovinarska, pač, ki si z njimi pomagamo, da stvari označimo v preteklosti. Ne? Za marsikatero celo velja obratno kot zato, da smo si mi izmislili izraze, ne? Niso pa govorili takrat recimo o 7-letni vojni ali pa o galskih vojnah ali pa še kaj podobnega. Ne? Ampak tukaj je pa drži, ta izraza sta se oba pojavila že leta 1914, preden je jesen osula listje. Zakaj? Zato, ker so jo prepoznali kot zelo različno od, ali pa neko, da tako rečem, presežek do tedanjega časa. V Evropi, in govorimo seveda najprej o evropski vojni, nekateri celo pravijo, da govoriti o svetovni vojni za prvo svetovno vojno je skoraj manj upravičeno kot za katero drugo. Spočetka je to predvsem seveda evropska vojna, ki je izbruhana med tako rekoč vsemi velesilami v Evropi. Naenkrat v 2 tednih, manj kot 2 tednih, pravzaprav so bili vsi v medsebojnih vojnih napovedih in vojni. No, zdaj še eno zanimivo vprašanje se poraja. Prva svetovna vojna bi lahko rekli, da je bila na nek način manj obravnavana, relativno manj obravnavana, manj izpostavljena, predvsem v našem prostoru. Ampak zdaj za letos, ne, ko smo na nek način obeleževali 100. obletnico začetka te vojne, pa pravzaprav lahko rečemo, da se je to zgodilo na nek način pravi izbruh razstav, pogovorov, dokumentarnih filmov in podobno. Skratka, lahko rečemo, da je postala zelo obravnavana tema, pa me zanima, čemu pripisujete to, no? Ne, nazadnje tudi mi smo v Domžalah že to obeležili z razstavo v Menačnikovi domačiji, kjer smo prikazali kar en pomemben delež Domžal v tem času, oziroma različnih stvari, ki so obeleževale to obdobje. Skratka, zakaj zdaj naenkrat taka popularnost, če rečemo nekoliko bolj prve svetovne vojne? No, lahko bi na različne načine to odgovoril, ampak morda recimo rečem takole. Smo žrtev globalizacije. Ne? Zato tudi v Sloveniji pravzaprav vlada skoraj ista vročica kot drugje po glavnem drugje po Evropi. Ampak, če pa malo bolj analitično pogledamo, seveda je pa pravzaprav treba videti, da smo mi en specifičen prostor, pa ne samo mi kot
Slovenija, ampak jih je teh prostorov kar še nekaj. Zakaj? Zato, ker imamo mestna prazna obdobja, ko je prva svetovna vojna iz zavesti izginila. Če pa gledamo, recimo, neko britansko, francosko situacijo, tudi nemško, konec koncev, čeprav tam so večji prelomi, je pa ta spomin na prvo svetovno vojno pravzaprav dosti kontinuiran. Ampak stoletnica je pa seveda nekaj tako posebnega, da v tej, da tako rečem, medijsko podprti družbi to izbruhne. Ne? In niso samo zgodovinarji, to je pravzaprav dejansko neke vrste vročica, ki sega od literarnih zgodovinarjev do etnologov, do širokih množic, kot se lepo reče, medijev, zapisov je ogromno, glavno seveda prigodnih. Tako da z tega vidika je pravzaprav proces dosti, lahko rečemo, značilen, ampak še nekaj je. Je tudi deloma voden. Vsaj deloma voden. Sam sem recimo tam nekje konec leta 2012 bil na enem simpoziju na Dunaju, ker sem govoril z neko Francozinjo, potem se je izkazalo seveda, da je to neka zelo visoka profesorca v tisti njihovi znanstveni srednji. Mislim, podobno kot javna agencija in podobne za raziskovalno dejavnost, ki je pripovedovala, kako imajo že vse pripravljeno, kako imajo državni odbor, kako je narejen že program, kaj bo, kaj ne bo in tako naprej. To je, pravim, nekje leta 2012. No, čez pol leta smo dobili tudi mi, ali pa še malo prej celo smo dobili tudi mi državni odbor in teh državnih odborov, ki skrbijo v nekem oziru za vez med politikom, med komemoracijo in znanostjo ali stroko, stroka tudi širše, seveda muzealsko in vse drugo, je pravzaprav skoraj ni države, ki tega nima, ne, v Evropi. Zato pravim, da je tudi malo proces voden, ali načrtovan vsaj, ampak to so vse tistele, da tako rečemo, zunanje demonstracije, ne, zunanji pokazatelji, ki jih vidimo. Kaj je vzrok? Vzrok je seveda lahko zelo mnogoplasten, se pravi, jih je zelo veliko, ampak če gledamo naš prostor, morda bi pravzaprav rekel, da je prva svetovna vojna ena taka vojna, kjer si človek lahko malo oddahne. Če bi imeli danes pogovor o drugi svetovni vojni, bi bilo to bistveno bolj obremenjeno, kot je pa naši, pa tudi druge. Ne? Kjer hočem reči, da je to morda malo tako, ne, trivialno, ampak to je vojna, kjer so bile pač, da tako rečem, vojna zaradi nekih jasnih stvari, ki niso bile ideološke, ki niso vodile, čeprav imamo ravno tako v prvi svetovni vojni, tudi državljanske vojne, revolucije, prevzeme oblasti, legalne ali nelegalne in tako naprej. Ampak kljub vsemu, prva svetovna vojna je ena taka vojna, za katero seveda, ki je zelo pomembna, ker je razsula pravzaprav 19. stoletje, tisto tipično meščansko družbo 19. stoletja, nikoli več se ni opomogla po tej vojni. Pa ne zaradi tega, ker bi bila popolnoma uničena, poražena ali kakorkoli, ampak je prinesla vojna tudi druge nasledke. Zdaj, če greva na sam začetek, ne, ja. Tem povod, to smo se učili vsi v šolah, povod za prvo svetovno vojno je bil atentat v Sarajevu 28. junija. Ampak zdaj o vzrokih, ne, veliko se je letos o tem govorilo pravzaprav o
se mi zdi tudi z neko aluzijo na današnje čase, vsaj jaz sem to občutila, o tem, da pravzaprav je bila to vojna, ki je bila nekje v zraku, da je bilo pri mnogih, je vladala velika želja, da bi do te nekakve vojne prišlo, da bi se lahko pokazala vsa moč ali pa ponovna prerazdelitev moči, ki takrat nekaterim, ki so bili malo zamudi, ni bila pogodu, da bi se pokazali, kaj so nakopičili v vojni industriji. Ne vem, govori se o tem, da so diplomati mnogi, še posebej diplomati, ne, ali pa nekateri generali, sploh popolnoma izgubili neko razsodnost, spodbujali pravzaprav to, da bi vladarje prepričali, da je vojna pač zelo pomembna in tudi bo prinesla učinke posameznim državam, predvsem Nemčiji, ne. Drugi pa pravzaprav so tudi nekako ob strani stali, ne. Kako zdaj tu vidite to možnost, kdo je kaj pričakoval, da bo pridobil in kakšna naj bi bila tista oziroma nova delitev sveta, pravzaprav je ta vojna na koncu res prinesla novo razdelitev sveta, pa konec številnih velikih imperijev tudi. No, vojna je dejansko v nekem oziru, kot jo gledamo, zdaj so sledje recimo politično-vojaških kriz, seveda logičen zaključek te rasti, ne, od začetka stoletja recimo, ali pa konec koncev tudi že prej. Ampak je nasledek tudi nekega, in to obstaja cela šola, ki o tem govori, ne, nekega zanašanja na to, da pravzaprav po tisti štajerski metodi držte me, da ga ne zabodem. Ne. Se pravi, grozimo, ampak ne mislimo čisto in povsem resno. Ampak kljub vsemu je ta kriza, ki je bila konec koncu dost, lahko rečemo, lokalna, ne, pripeljala do enega izbruha dejansko te nakopičene energije, nakopičene napetosti tudi v tem nizu vojnih napovedi. Zdaj sem ravno, ko sem se pripravljal, sem gledal eno takole zanimivo BBC-evsko, da ne bom nič skrival, anketo. 10 zelo priznanih zgodovinarjev Prve svetovne vojne so povprašali, kdo je kriv za Prvo svetovno vojno. In mislim, da bom prav reproduciral, sem šel potem narediti takole čist mehansko tabelco in sem ugotovil, od tistih 10 je 9 glasov dobila Nemčija, 7 Avstro-Ogrska, 3 pa Srbija. Niso vsi navedli samo eno državo, eni so jih navedli cel kup, 3, 4, 5, ampak tu približno vidimo to prevladujoče mnenje, ki ni samo mnenje, ampak so zadaj seveda ogromne analize, ne, za diplomatskega dogajanja, družbenih silnic, političnega dogajanja, tudi vojaških razmer, geopolitike in tako naprej. Tako da dejansko tisti, ki je računal, da bo razbil, najprej seveda, kar je pogoja, ne, razbil to obkrožitev ali pa ne bomo rekli obkolitev, ker že od nekdaj je Francija na zahodu, Nemčija in Rusija na vzhodu, ne, ampak to geopolitično situacijo, da bo za vojno seveda spremenil. Prelom, če gledamo pa malo izven teh demonstracij, izven kriz ene za drugo, teh napetosti med velesilami, je pa seveda pravzaprav sprememba strateškega
položaja. Ne. Namreč Bismarck, nemški kancler, je zelo dolgo imel za eno od stalnic to, da je poskušal Rusijo zadržati v neki navezavi z Nemčijo, oziroma kakršnikoli že, ampak vsekakor v neki povezavi. Ko se je z Bismarckovo ero potem to spremenilo, je pravzaprav Rusija se povezala najprej in je bila hkrati povezana z Nemčijo in Francijo najprej seveda, povezala s Francijo in potem prelom ali pa popoln prevaga, k temu je pa potem šla še povezava z Veliko Britanijo. Velika Britanija je seveda bila v nekem posebnem položaju, prvič je bila največji imperij, najmočnejša sila, če gledamo edina od evropskih res svetovni imperij in predvsem je seveda imela morje. Imela je morje in drugačen nastop in floto in tako naprej. In dejansko največje nasprotje je nastalo prav za nemško pospešeno gradnjo flote, ki se zlasti tam 1905 Tirpicovega programa, Admirala in tako naprej. Tako približno je konstelacija. Ampak kar se je pa zgodilo seveda za Sarajevom oziroma za obojem prestola naslednika je bil pravzaprav bolj povod in to je tudi od teh 10, vsaj 3 s takimi drugačnimi besedami povedali, da je bil to pravzaprav neke vrste bolj povod, kot pa karkoli resen. Če tako gledamo ženo Franca Jožefa so zabodli dobrih 10 let prej, pa tudi ni bil konc sveta zaradi tega, pa če gledamo recimo v Beogradu, koncu so Kraljevski park bili 1903, pa tudi ni nastala zaradi tega velikanska dobra. Tam so seveda notranje silnice. Kljub vsem. Tako da je bolj naključno, oziroma naključno. Sovpadlo je zelo veliko dejstev skupaj. Ampak lotiva se morda enega zanimivega fenomena Gavrila Principa, atentatorja. Se mi zdi, da se je kar zanimiva polemika tudi odvijala v zvezi z njegovo vlogo, njegovim položajem, oziroma tudi stališčem do njega. Pravzaprav se nekaj, kar je bilo že takrat zelo antagonistično, ponavlja še naprej. Ali je Gavrilo Princip junak, tako kot ga pravzaprav najbrž smatrajo predvsem Srbi, ali je pravzaprav nekaj, kar danes rečemo terorist, in sovražnik oziroma negativen, sprav nekateri ga častijo, drugi ga postavljajo popolnoma negativno vlogo, kar kaže na to, da se marsikaj kar še naprej na enak način postavlja in odvija. Ne nazadnje ta vloga Srbije, mogoče nekaj stavkov, konec koncev je pa Srbija veliko pridobila po koncu te vojne. Drži, radikalci oziroma radikalna gibanja, ki so postavljala nekem oziru, kot danes rečemo, oborožen boj, oziroma takrat gre seveda pravzaprav za posamične akte. Je pravzaprav pojav že druge polovice 19. stoletja in se pojavljajo, so v Rusiji, so pravzaprav izvirajo iz Bakunina, je še potem v tem komunističnem gibanju se del ta pojavljal, čeprav komunisti so potem odklanjali posamični teror, ampak ok. Terorizem pa pravzaprav je današnja tvorba in to prenašati kar nazaj je morda malo vseeno prehuda, predvsem je pa neustrezna, ker situacija je danes, kar se tega tiče, drugače. Ostaja pa vedno in v vsakem času, od starih Grkov naprej, tisto temeljno vprašanje, ali je ubiti tirana zato, da je dosežemo svobodo umor, ali je pa
krasno moralno dejanje. Ne? Ta diskusija se vleče pravzaprav, pustimo srednji vek, ki so morda malo na to pozabili, ampak tudi tam so dosti podobne stvari in ostaja vedno. To lahko tudi malo, da bomo preskočimo, ne? Recimo, imeli smo v tej vojaško-zgodovinski srednji, zgodovinarsko-srednji, zelo zanimiv svetovni kongres o osvobodilnih gibanjih kot vojaških dogajanjih. In tam sta izrazito dva pogleda. Ali je to protigverilski boj, ali je pa to tudi, oziroma obstajata seveda dve vidika, ne? Protigverilski boj in seveda ta gverila oziroma osvobodilna gibanja, ki so v glavnem v gverilski obliki, ne? Vsaj v začetnem obdobju. In popolnoma divergentni pogledi, tudi povezani malo seveda tudi z konkretnimi situacijami tistih referentov, ampak seveda tudi povsem jasno odprto in razprto. In za Gavrila Principa velja popolnoma isto, oziroma pravzaprav on je bil naključni atentator, ne, ker je bil itak predviden drugi kot glavni atentator in se mu je pravzaprav, da tako rečem, bil je na pravem mestu, da je lahko dal gol. Potem, če tako malo parafraziramo. Gotovo pa drži, seveda, da je za nekatere junaki, na tem so tudi sarajevski, recimo, je bilo eno veliko posvetovanje letos ravno tik pred obletnico oziroma pred tem činom, da tako rečem, je seveda se zelo razprlo. In nedolžen, ne kriv, ker nihče drugi ni hotel odgovarjati sploh na to vprašanje, sem jaz za sarajevsko televizijo nekaj podobnega povedal kot tukaj. Pa še upodobljeni jugoslovanščini. Skratka, to nikoli ne bomo prišli do konca, kar se tiče tega vprašanja. Za nekatere je to in za nekatere je drugo. Vsekakor pa niso to neke kriminalne pobude, gotovo je neka politična povezava, tudi osebna. Konec koncev tudi mi smo imeli dosti podobne radikalce, ki sicer niso bili tako po dejanjih krvavi, ampak so tudi prisegali na revolver. Tedaj, to je bil preporod, recimo. No, ampak to me zanima, je pa seveda ta gol Gavrila Principa kar drago stal, ne? Precej nesrečno je končal potem v zaporu. Delovala je pravna država, kot se lepo reče danes, ne? Pustimo, da se je policija znašala malo bolj kot v pravni državi nad njim in ostalimi, ki so jih aretirali. Dejstvo pa je, da je bil obsojen seveda in da je v zaporu potem umrl od jetike, ne od česa drugega. Res pa je, da v takih okoliščinah pravzaprav bi bilo že čudež, če bi preživel. Da ni bil obsojen na smrt? Starost. Nekoč je veljala mladoletnost do 21. leta. Zdaj se nekateri tudi za to zavzemajo spet. To je bilo samo za neki dni sreče pravzaprav, ali nesreče, saj kaj veliko življenja potem ni bilo. Ampak srbska vlada je vedela za te načrte, jih je poznala, to jim očitajo, da pač niso o tem obvestili, recimo, Avstro-Ogrske. Če se zdaj vrnemo nazaj k tistim 10 zgodovinarjem, Srbija je dobila 3 glasove. Pravi, da tudi marsikdo vidi tukaj neko vztrajanje pri nečemu, kar pravzaprav bi se morda drugače šlo. Res pa je, da v tistih okoliščinah pravzaprav Srbija skoraj ni mogla reagirati drugače, kot je reagirala, se pravi, da tisto skrajno zadnjo zahtevo Avstro-Ogrske tudi ni mogla v bistvu sprejeti. Če bi dejansko bila potem banana republika, ne pa več
država in kot veste, so Srbi dosti ponosni ljudje in tudi tedaj so bili. Drugače pa, jaz mislim, da Srbija nikakor ni dobro profitirala s tem, z delom, konec koncev, če smo zdaj pri tem vprašanju. Dokazovali so in dokazali so marsikaj, ampak da bi bilo zelo neposredno, pravzaprav se dalo povleči povezavo, ne reči, Srbija je, oziroma mlada Bosna je instrument srpske vlade oziroma nekih eksponentov srpske vlade, ki so hoteli in tako naprej, to je težko reči. Tudi danes in tudi vprašanje, če bo kdaj mogoče čist do konca to razčistiti, konc koncev glavnem, zdaj bi morali pa že viri in papirji, ki so ostali, seveda biti na voljo. Zdaj, zelo zanimivo je, kdo so v tej vojni postali zavezniki, kdo so postali nasprotniki. Na nek način večkrat preberemo, to je vojna bratrancev. To je zdaj treba tudi pojasniti, o čem je bilo to rečeno, zakaj pač bratranci. Ampak zdaj, kako so se potem te stvari, na kakšen način so se odločali, kar v nekaj dneh so en drugemu začeli napovedovati, najprej Avstro-Ogrska, Srbiji, potem reagirajo Rusi, potem se pač vpletajo še Francozi že 3. avgusta, tako v enem tednu pravzaprav so se stvari kar hitro postavile. Kdo in zakaj so postali zavezniki, kdo nasprotniki? Popolnoma predvidljivo, glede na obstoj dveh političnih, pa pravzaprav v nekem oziru tudi vojaških blokov, Antante in Transveze. Edina presenečenje, kar je bilo tistega, dobro, kar se tiče bratrancev, to pomeni seveda predvsem, da je bila Modra kri med seboj zelo poželjena in povezana in skoraj vsi so bili v sorodu in to nedaljnem sorodu, tako kot reče za Slovence, da smo v 3. kolenu, pa že skoraj, če nismo v sorodu, smo pa sosedje ali se poznamo. Ampak za tiste tudi velja tako. Ampak to pa gotovo ni bilo več čas, ko so vladarji odločali o teh stvarih. Odločali so pravzaprav politiki, politične vlade, politični razredi, da tako rečemo. Karkoli je že to predstavljalo britanski, je dosti jasnejši, recimo nemški je malo drugačen in tako naprej, ampak odločali so ti, ne to, kateri vladar je bil s kom v sorodu ali čigav je bil bratranec in tako. Tako z početka pravim, dosti predvidljivo. Večno vprašanje je seveda, ali bi se vojna dejansko razvila v to vseevropsko in potem svetovno vojno, če ne bi Belgija bila vprašanje tukaj, oziroma neke vrste garancija, spodbuda na Zahodu, ker konec koncev ni samo Srbija, na Zahodu je bila pravzaprav v zelo podobnem položaju Belgija. Tisti hip, ko je nemška vojska in to po načrtu, ki je obstajal seveda že približno 15 let, prva varianta 15 let, je seveda bilo mogoče ali realizirati tiste garancije, ki so jih dali na eni strani Velika Britanija, na drugi strani Francija, oziroma Nemčija, ali ne. Britanija se je odločila za to in potem pravzaprav ni bilo več izhoda. Nemci se pa nikakor iz Belgije niso umaknili. Konec koncev, tedaj so bili drugi, tretji, četrti dan na poti, da realizirajo tisto svojo 40-dnevni načrt, kako bojo uničili oziroma premagali tedaj recimo premagali Francijo v 40 dneh. In edino presenečenje, ki je pravzaprav res presenečenje prvega leta na vojaškem področju, je
je to, da se ta stvar ni realizirala tako, kot so načrtovali. 40 dan so bili še zelo daleč, oziroma sploh niso bili več v možnosti, da bi francosko vojsko porazili, in zaradi tega je seveda dobila svetovna vojna čisto drugi tok. Ampak zdaj, če ostanemo še nekaj časa, morda potem se preselimo na naša tla, na v tem svetovnem okviru, potem se mi zdi tudi zanimivo navezava na to zdaj, ne, ta 40-dnevna pričakovana vojna. Pravzaprav vsi so pričakovali, da bo vojna se kar hitro končala, ne. Ampak hočem reči, če danes opazujemo, ne, to začetno euforijo, tudi zdaj smo poslušali, kako je izgledalo v Domžalah, ko so prve vojaške konvoje pošiljali na fronto. To je bila na nek način euforija, moški so bili pravzaprav kar polni patriotizma, ne, in se relativno vdano podali na fronto, brez upora, brez kakšnih velikih zadržkov, ne. To se mi zdi en tak fenomen, ki je potem seveda najbrž počasi ugašal, ker seveda fronta je bila pa ena najbolj krutih, grozovitih, uničujočih, jarki, danes, ko gledamo grobovi, slike, plinska vojna in podobno, ne, to je bila res ena grozovita vojna. Dej, na začetku ta euforija in potem kruta realnost. Podoba ali načrt vojne je seveda tam, kjer jo načrtujejo v generalskih glavah in generalštabih in tako naprej, videti dosti bolj, tako rečem, preprosta, ne. Gre za stvar učinkovitosti in cilja. In cilj je bil seveda, oziroma metoda, da tako rečem, če ne uporabljam teh izrazov, strategija, taktika, operatika in ne še kaj, metoda je bila seveda hitra, odločujoča bitka, ki bo odločila pravzaprav celo vojno. Zato je treba v vojno vreči vse sile. Na začetku vse tisto, kar imaš na razpolago, od tehnike do poslednjega, da tako rečem, poslednjega vojaka, čeprav seveda potem se je pokazalo, da se da iztisniti še marsikaj več, kot so mobilizirali leta 1914, ampak najboljše letnike so pa leta 14 vsi mobilizirali do tiste meje, kot so imeli seveda zelo natančno pripravljene načrte. In ta odločilna, hitra bitka uničenja, ne, je pravzaprav prevladovala pa vseh. Edino, kar bi razliko lahko vzeli, je ta posredni nastop, kar se tiče Velike Britanije, pa kot sem rekel, to je specialiteta ravno zaradi morja, ki ga je imela okoli sebe, ne, in seveda tudi drugih ciljev, ne, obvladovanja, pravzaprav prehodov svetovnega morja. Potem se je pa seveda stvar zlomila se je do poslednje ali do najzgornejše šibe, da tako rečemo, ne. Šef generalštaba nemškega je doživel živčni zlom, ker ni stvar šla po planu, ne, in so ga zamenjali, kaj mislim, da je bilo konec septembra 14. leta. Ni bil več kaj, prišla druga garnitura, ne. Se je zlomila tudi ta druga garnitura, Falkenhayn, je potem pravzaprav vodila vojno tretja garnitura, eden od tistih dveh, Hindenburg in Ludendorff, je bil že v penziji prej, pa so ga potegali pravzaprav kot so mnoge generale, ker so imeli zdaj naenkrat veliko divizijo, nazaj v vojno službo. Potem je prilezel, pa ne prilezel, z velikimi koraki prišel seveda tudi do predsednika, ne, Nemčije v povojnem obdobju, ampak nekaj. Kar bi bilo še za reči, seveda so tu vojaki, ne, oziroma seveda generali. Politiki
politiki so res odločali, ampak v strokovnih vprašanjih so bili pa seveda navezani na tisto, kar so jim vrhovni vojaški poveljniki povedali. In politiki so hoteli slišati to. Bomo zmagali, imamo načrt, v 40 dneh bomo porazili Francijo in to je to. Kako je bila stvar seveda vojaških poveljnikov? Za vojno, bolj, ko so se mobilizirale stvari, bolj, ko so se pravzaprav zategovale, je pa vpliv pravzaprav vojaških poveljnikov, teh najvišjih seveda rastov, pravzaprav v vseh državah, ampak izrazito pa v Nemčiji pa so govorili o nekem vrste vojaškem absolutizmu in tako naprej. Tam od leta 16 naprej, recimo. No, ampak zdaj, če tle pogledava, obsežni oboroževalni načrti, skratka, vsi so se pripravljali na to vojno, a so imeli informacije, vsi so se pripravljali, recimo o tem silnem orožju, ki je bil pripravljen in tudi načrt. To je relativno, če je silno bilo, ker vse te zaloge, tudi če to gledamo, kaj prostor, živa sila, materialna sredstva, to so glavne stvari seveda, to je bilo pripravljeno in vse računano na tistih, če parafraziram, ampak pol leta, 40 dni plus seveda potem, ko bomo še Rusijo. In tako je približno tudi francoski seveda ima v načrtu, udarimo najprej na Loreno in Alzacijo in to jih je namreč peklo že v 1870. leta. To je bilo eno od strašno pomembnih notranje političnih vprašanj v Franciji, tudi za politike, kako narediti to, že daleč pred vojno. Francoski načrt je bil povsem enako ofenziven. Potem imamo, če gledamo ruski, pa konc koncev tudi avstro-ogrski, oboji so trčili v Galiciji z istim namenom, da bojo v boju, da bojo v ofenzivi, da tako rečem, da bojo skupaj seveda, da bodo obdrli na nasprotnikovo ozemlje in tam bojevali boje. Zgodilo se je seveda, da je bila ruska vojska malo hitrejša, tako da se je v glavnem potem ta bitka v gibanju, ki je ena od največjih sploh, in tudi najbolj zahtevna, če po tehnični plati gledamo, ker se vojske še, oziroma rečemo divizije, korpusi ali kakorkoli, gibljajo. To ni nekaj, kar nekdo obrani in drugi stoji, ampak oboji pravzaprav napadajo in manevrirajo. To je ena od pravzaprav zelo zahtevnih, oziroma pravzaprav najbolj zahtevnih vojaških operacij za vodenje sploh. Mogoče še kaj o jarkih, to se mi zdi, da to je pa druga plat. To je pa druga plat. Jarek so izumili pravzaprav že sredi 19. stoletja prvič, da tako rečemo, izrazito se vidimo tudi v historičnih filmih, še marsikje drugje. Ampak Jarek je postal metafora ali pa neke vrste označevalec Prve svetovne vojne takrat, ko se je ta ofenziva ustavila, ko se je zlomila pravzaprav v nekom oziru. Zlomila pa se je prav zaradi tistega, kar so nagrmadili. Se pravi, zelo industrijsko, pa zelo ubojnega orožja z eno besedo. Orožja, ki je pravzaprav onemogočalo ofenzivo. In zato so bežali, da tako rečem, ali so se umikali v Jarek, ki je obdržal, ki je vsaj kolikor toliko zadržal na eni strani teren, psihološko celo, na drugi strani hranil vojaka pred velikimi izgubami, ki so itak bile. Tudi nemška vojska, recimo v prodoru do Marne, skozi Belgijo pa Francijo, imela kar velike izgube. Ne mislim, da so samo v defenzivi dogajajo. Jarek je pa potem pravzaprav sredi Francije postal res neke vrste. Najprej bil Jarek, potem so bili to ogromni sistemi, potem
tu recimo vidimo sicer že razdejane, kajti glavna zadeva, kar se pred čimer so se skrivali, sta bili pravzaprav dve. Eno je bila pričakovana in načrtovana in to je bila artilerija. Druga je bila malo nepričakovana in to je bilo avtomatsko orožje, strojnice. Če gledamo takrat recimo malo bolj te nemške oziroma statistike tistega časa, vidimo, da je nemška vojska imela pravzaprav na začetku vojne daleč največ strojnic številčno in najbrž tudi na vojaka. Ko je šlo potem naprej, so več ali manj izenačili, vsi. Se pravi, strojnica je izločila pehoto na odprtem. Zato tudi imam potem, mislim, da je sličici tam naprej tisti šok, ko je bilo treba ven iz jarka, ko je bil izpad. Kajti fronte seveda so generali zmeraj poskušali prebiti in časi so jih uspešno prebili. Ne samo v Kobaridu, kot mi vemo, prvi tak je na vzhodni fronti leta, mislim, da je 7. maja začel, pa ne me za jezik prijeti, 7. maja 15. leta, ko so nemška in avstrijska vojska prebili rusko fronto pri Gornicah, tam na koncu koncu Karpatov že. In so prodrli v hipu, pravzaprav se je odprl en ogromen prostor, ko so prebili te jarke in obrambno črto, so prišli približno 80-100 km potem nekje naprej in to se je odprlo, tako kot konec koncev tudi v Kobaridu. Ko so uspeli skozi tisto Šivankino vhode, tako rečem, pri Kobaridu priti skozi Nadižo, čez Motajur dol v Beneško Slovenijo, se je italijanska fronta zlomila. Vse so jo postavljali v hipu tam nekje zadaj za Taljamentom, naslednjo reko, ampak tisti tudi ni nič pomagalo in šele na Pjavi. Pjava je pa 140-180 km od Kobarida. Tam si je šele bilo. Tako da to je strojnica tistega časa, v glavnem je vodno hlajena, zato imajo značilno debele cevi, ki niso cevi, ampak so hladilniki, ker se je preveč pregrevalo, oziroma se je zelo pregrevalo, je bilo še tako odporno, da bi zračno hlajenje preneslo. Plinska vojna je seveda ena od zelo razvpitih stvari, ampak sama po sebi vojaško ni pomenila kaj zelo velikega, odločilnega, morda v enih 2-3 momentih, recimo, če govorimo spet o Kobaridu, tam v tistem Bovškem kraku, ali pa recimo, da tudi na vzhodni fronti, na zahodni fronti, tam se je namreč začelo. Iperit se imenuje po kraju, kjer so ga prvič spustili. V glavnem razvoj je seveda tehnični šov. Nemčija je imela do leta 1914 večino Nobelovcev. Kemija in druge naravoslovne vede so pravzaprav bile v Nemčiji najbolj razvite. In tudi to so razvili nemški znanstveniki od klora proti dušljivcem, potem bolj učinkovitim. To, kar vidimo tam zgoraj, so naprave za izstreljevanje, take so bile tudi tam na Bovškem polju, v glavnem plinske. Tlele je zanimivo, na sredini tole je zvonček. Ko so zagledali, tle fotografija je pač taka, kot je, ko so zagledali sumljive, ponavadi rumenkasto obarvane oblake, so seveda začeli biti plat zvona, dobesedno, se pravi zvonček, ki je opozarjal na plinski napad, na prihod plina. Vidite, kakšne so tudi maske. Za vsako bolezen se najde zdravilo, so rekli, in seveda tudi za vsako orožje se najde protiorožje. In tu za plin je bila seveda najprej navadna
maska, potem plinska maska, potem že malo razvita maska in tako naprej. In so bile učinkovite? Ne toliko kot današnje. To gotovo, da ne. To imamo glavno sredstvo, ki naj bi spet pripeljalo do manevrskega vojskovanja, do izhoda ali pa do relativizacije pomena utrjenih linij in jarkov in bodeče žice in tako naprej. To je če smo prej govorili o vojni, ki so jo imenovali historično, tako kot mi danes, je tam seveda kodno ime, škatla. Ampak se je obdržal do danes kot poimenovanje za te prve in seveda tudi njihove danes najbolj razvite bratrance, ne vem katere, 3., 4. generacija, recimo 5. generacija. Če malo preskočimo na morje, pomorsko bojevanje ima seveda prav posebno specifiko, že zaradi elementa, v katerem se dogaja. In dve stvari je morda za izpostaviti tako na široko. Eno so te bojne ladje razvite do, lahko rečemo, najtežjih, tako imenovanih dreadnoughtov. Tale na tej strani pri meni je pravzaprav dejansko tista, po kateri so razredi dobili ime, se pravi His Majesty HMS Ship, dreadnought. Ona druga je francoska, recimo je z 10 let mlajša, oziroma še mota 15 let mlajša, in tudi malo po linijah, tudi po oborožitvah. Najpomembnejši so seveda ti najtežji topovi, ki so v stolpih, potem so prišli na 4 stolpe najtežjih topov, pa recimo tam 6 do 8 srednjih topov za boj na srednje razdalje. Te ladijski topovi so šli skoraj, bi lahko rekli, da se je bitka že lahko peljala za obzorjem. Za obzorjem pomeni, da so segli tam učinkovito nekje danih 15 kilometrov, dometi so bili tudi do 20. Ampak z precej sipanja na to voda. In seveda druga zadeva, te dreadnoughti so pravzaprav bili tako dragocena stvar, da so jih vsi varčevali. In samo v bitki pri Jutlandu, oziroma tam med Nemčijo in Severnem morju, torej med Nemčijo in britanskim oziroma angleškim otokom, je seveda prišlo do ene dejansko res pomorske bitke, kot so si jo načrtovali tedaj seveda. Podmorniška vojna, omejena in neomejena, je pa seveda povsem nova stvar, ki se je pojavila sredi vojne. Podmornica se pa nikakor ni pojavila že, ker so obstajale že 10 let prej plovne in uporabne podmornice na obeh straneh. Nemčija je bila samo bistveno bolj, lahko rečemo, neskrupulozna pri uporabi. Zato omejena. Omejena namreč pomeni po pomorskem pravu, se pravi, da upozoriš ladje in tako naprej, še kar gre vse nevtralne ladje se pušča, oziroma se ne v to proti tovornim ladjem uporablja in tako naprej. Neomejena pa pravzaprav je bila tista, ki so rekli potem, vse, kar je v coni, bomo mi potopili, zato ker je sovražno. Dosti podobna situacija, kot se je potem začela ponavljati tudi v drugi svetovni vojni, in tudi zelo podobna sredstva. Rušilci so lovili potem podmornice. Podmornice so bile bistveno manj zmogljive v tistem elementu, po katerem imajo ime, se pravi v možnosti biti pod morjem. To so bile dejansko samo situacije za beg ali približevanje, relativno malo časa.
primerjavi z drugo vojno. pod vodo. Ja. In zrak in seveda letalstvo. Prva svetovna vojna je za letalstvo pravzaprav, če gledamo kot rod, kot vojaški element, seveda vojna, v katerem se je popolnoma dokončno uveljavilo mimo grede. 1920. je italijanski teoretik potem vojne razvil idejo, kako bo naslednja vojna, pravzaprav vojna z letali. Ne? In mi jih bomo bombardirali in s tem bo pravzaprav vojna odločena. Zavezniki so potem v drugi svetovni vojni pogruntali strateško bombardiranje. Strateško bombardiranje pa v nekem oziru celo že v prvi svetovni vojni. Ampak daleč bolj razvpito je pa tole, da se pravi lovsko letalstvo. Skoraj vsak bo vedel nekaj, kam nekam postaviti rdečega barona in še kaj podobnega. Skratka, tedanji Top Guni, da tako rečemo, ameriško poimenovanje za vrhunskih orožij. Ja. Zdaj pa zaledje, ne? Zaledje sva se tudi pogovarjala, da bi ga bilo smiselno, torej zelo pomemben del je bil v zaledju, tam se je marsikaj dogajalo, ne? Tudi v zvezi s prehrano, kar so občutili tudi v naših krajih, ne? Lakota, ranjenci, potem kako so civilisti doživljali to vojno, bolezni, pomankanja, ne? In seveda potem tudi zelo zanimivo, na kar ste me upozoril, vloga žensk, ne? Ki je bila v tej vojni tudi na nek poseben način, so bile vključene in ne tako nepomembno. Drži, prva svetovna vojna je tudi zaradi teh stoječih front ali sedečega vojskovanja, seveda v marsičem vojna, v kateri se zaledje še zmeraj loči od prizorišč, pa je vojna omejena prostorsko recimo na določena območja, druga območja pa seveda ne. In to zaledje je pa bilo deležno tistega seveda, kar v vsaki državno vodeni, načrtovani vojni je, se pravi restrikcije, ker mora en del resursov ali celo najpomembnejši del resursov mora iti seveda za vojaka. Vojak je popolnoma neproduktiven v tistem običajnem smislu produkcija, ne. Se pravi, da je treba zaledje potem nekako neke vrste, da tako rečem, reorganizirati. Reorganizirati v zelo veliko ozirih. Če začnemo od tega, da seveda je treba, ali so poskušali vsi, pravzaprav in to je bilo patriotsko dejanje, seveda, dobiti dodatna denarna sredstva in mobilizirati sredstva, ki jih imelo prebivalstvo v vojni namen. To se je delalo z vojnimi posojili. Veste, z vojnimi posojili je tako, da so sicer prostovoljna, ampak imajo navednice. Ta prostovoljnost ima navednice. Stvar patriotizma, pa tudi malo pritiska. Potem je seveda prehrana, oziroma, da tako rečemo, sploh življenje. Vojaki so potrebovali in so imeli prvenstvo. Tudi v prvi svetovni vojni izrazito v tem, da jih je treba oskrbovati. Lačen vojak je nezadovoljen vojak se ne bojuje, da ne rečemo še kaj hujše. Od godrnjanja je pa seveda zelo hitro lahko. Se pravi, je treba to odzeti. In Avstro-Ogrska je razpadla tukaj pravzaprav že leta 14, ampak 15 pa izrazito, seveda na dve polovici, na Ogrsko, in kot je tudi dejansko bila pravzaprav dve državi. Zakaj? Ogrska je sklenila, ne bomo, ki je bila žitorodna, je imela bistveno večje poljedelske resurse, sklenila, da bo zelo omejeno prispevala v drugo polovico živila. In hkrati se je zgodilo nekaj drugega. Britanska flota je zaprla
dostope. Francoska v Sredozemlju, britanska na Atlantiku ali Severnem morju, kakorkoli obrnemo. Argentinske pšenice, ameriške pšenice ni bilo več za, pa ne samo pšenice, vseh drugih artiklov ni bilo več ne za Nemčijo, ne za Avstro-Ogrsko. Tudi za Italijo seveda nekdo, ki je bilo neutralno. In ta primanjkljaj se seveda moral nekje odraziti in se seveda je odrazil v grozljivem zmanjšanju, pravzaprav jaz ne vem, ali dejansko to drži ali ne, ampak tam govorijo kot približno, recimo, če velja za koncentracijska taborišča v nemški drugi, nemška koncentracijska taborišča, tam nekje normativ 900 kalorij, ne, na dan na človeka. Govorijo tudi, da so se zelo podobne situacije v prvi svetovni vojni pokazali. Zdaj seveda te izračuni so tako, lahko veliko povedo, lahko ne povedo nič. Ampak recimo to smo tudi... Ampak tudi pri nas ne je bilo takrat... Tudi pri nas seveda, ker smo bili avstrijska polovica, drži. In seveda kmet je zmeraj vojni tisti najbolj, pravzaprav, da tako rečemo, najmanj prizadeti. Ker zmeraj lahko nekaj skrije, nekaj porihta in tako naprej. Najhuje se je pokazalo pri mestnem prebivalstvu, ki ga je bilo seveda v primerjavi z danes na Slovenskem, pa tudi drugje v avstrijskem delu seveda relativno malo. Zato je Dunaj zelo nastradil tisto sliko s tistimi lačnimi otroci, ki čakajo v vrsti iz Dunaja. V naših krajih potem je država seveda začela malo ločevati te stvari. Državni uradniki, ali kot bi rekli danes javni uslužbenci, so seveda imeli prioriteto pri dobivanju, zagotavljanju dodatnih preskrbnih artiklov, da tako rečem, da so lažje preživeli, potem se je to razvilo počasno na vse prebivalstvo. Imeli so neke vrste, da tako rečem, privilegij ali morda malo prednost, privilegij v bistvu zelo malo, tudi družine vojakov. To drži. Cela industrija se je seveda razvila, kaj jaz vem, morda je literatura, ampak najbolj znan vojak prve svetovne vojne, Švejka, tam tudi vse sorti o hrani ve povedati. Drugače pa tudi vedo povedati seveda, da je bil kruh v tolikih oblikah tedaj narejen z tolikimi dopolnili ali erzaci, rečem iz druge vojne, izrazom. Od gipsa do žaganja so dodajali brezmesni dnevi in tako naprej in tako naprej. Tako da je bilo pravzaprav že leto 15 v naših krajih, kar se tiče prehrambe, v krizi. In to se je vleklo še naprej. Zlasti pa se je seveda še nekaj dodaten element naših krajih pokazal, ki ga sedaj pravzaprav nismo omenili. In to je nastanek nove fronte na robu našega etničnega ozemlja oziroma na državni meji. Če govorimo s mednarodno-pravnimi vidiki, se pravi, Italija je najprej proglasila, leta 14 je bilo seveda v nekem oziru zelo neljubo presenečenje za Nemčijo in Avstro-Ogrsko, proglasila najprej neutralnost, češ, da je pakt, trozvezni pakt, oziroma v bistvu so bili trije, ne zavezuje, da sodeluje v napadalni vojni, ampak samo, da pomaga tisti, ki je v obrambi. Avstro-Ogrska je pa napovedala vojno in Nemčija je napovedala vojno. Leta 15 oziroma tam nekje od konc leta 14 se pa tekla seveda pogajanje pravzaprav na obe strani, ampak Antanta je ponudila bistveno več ali z, lahko rečemo, lažjim srcem tisto, kar je Italija hotela. Italijanski establishment, da tako rečem, seveda, kar je hotel je pa neke vrste zagotovilo, oziroma čim prej, takoj, kakorkoli že, razširitev na
ne samo to dinarsko linijo, da tako rečem, se pravi primorsko, če rečemo danes, izrazom Dalmacijo, otoke v Egejskem morju do Dekanesi in tako naprej, Libijo in še ne vem še kaj naprej. In to je Antanta dost lažje obljubila, Tirolsko mimogrede. To je bila pripravljena tudi Avstro-Ogrska jo odstopiti. Ampak na nemški pritisk seveda. Ampak tu se je počasi že nehalo, Trst pa nikakor ni šlo skozi. In tu je potem tudi bilo tisto, kar je Italijo pripeljalo na nasprotni tabor. In če je kdo pravzaprav dobro odnesel, profitiral v prvi svetovni vojni, pravzaprav je Italija. Za relativno, ne bomo rekli neznaten, ampak relativno majhen vložek je dobila zelo veliko potem po koncu vojne. Zdaj smo še pri vlogi žensk, ne? So dobile pomembno vlogo v industriji, v ekonomiji, ženske medicini. So se morale pravzaprav, oziroma ne, da so se morale. Ženskam je vojna prinesla tisto, kar bi se sicer morda prizadevale desetletja, da tako rečem. Pred prvo svetovno vojno so največje čudakinje, je premil izraz, bile sufražetke. Ne? Sufražetke so se zavzemale za tisto, kar se danes pravzaprav feministke, v nekem oziru, se pravi, da so enake moškim. Vojna jih je naredila enake moškim v več ozirih, pa najbrž ne tisti, ki so si prej prizadevali. Predvsem so lahko veliko delale, Če ne? gledamo te fotografije, seveda so lahko delale, ne da so podpirale tiste 3 vogale, ampak so seveda podpirale tudi So pridno delale, še so lahko proizvod. kadile potem, pa malo pile, ne? To je zelo hudo presenečenje, potem, ko žensko naenkrat potegnejo. Pravzaprav potegnili so jo tudi celo v oborožene sile, pomožne so sicer veljale, ampak to ni bilo malo in niso bile samo sestre. Medicinske sestre, recimo te, če se prav spomnim, kanadski pomožni korpus je imel 80,000 žensk ob 400,000 moških, koliko so jih vojaki, ki so jih pripeljali v Evropo, recimo. Niso jih vse ženske pripeljali samo, ampak 80,000, če tako pogledamo, recimo. Pa še kakšen bi se našel, ta je novozelandski, recimo. Vsekakor jim pa niso pustili do nobenega bojevanja, to za žensko dušo in za žensko telo nikakor ni. Delo pa je. Delo smo rekli, v tovarnah, v zaledju polja, če gledamo naše kraje, seveda večina poljedelstva je potem počivala na ženskah, pa še malo dodatek so bili pa vojni umetniki. Ni jih bilo tako malo, da ne bi bilo treba to omeniti. Sprva so bili to v glavnem Rusi, potem so bili to tudi precej Italijani v naših krajih, ampak Rusi so pravzaprav, ker so zgodnejši, pustili večjo svet. Ja, zdaj, če gremo naprej, zvonovi so zdaj tudi, pravzaprav Slovenija je pa tukaj dala močen delež, ne, da mi smo gledali na naši razstavi slike homških zvonov, kamniških zvonov, domžalskih zvonov, skratka, zvonovi so bili ena taka kolateralna škoda, ne, ki jo je moralo pravzaprav prebivalstvo v zaledju žrtvovati. Ne glede na verski čut ali karkoli, seveda je zvon predvsem izredna, čista, krasna gmota medenine, ne, bila v glavnem pa še kaj drugega. Tako da so jih seveda v prvi svetovni vojni pobirali, v drugi svetovni vojni pobirali in pretvarjali seveda v tisto, kar je bilo najpomembnejše, to so bili pa seveda tulci, ne, v glavnem. Tako da tega nekaj. Ja, Slovenci v vojni. Mogoče
kako so Slovenci pričakali to prvo svetovno vojno, ne? Kakšna je bila na začetku situacija, kako so takrat politične sile, ki so bile prisotne, liberalni in klerikalci, podpirali, mislim, da tam skoraj ni bilo razlik, ne? Ker v navdušenju na začetku oziroma v podpori in potem kaj recimo na koncu, kaj so Slovenci pravzaprav iz te vojne pridobili, lahko bi rekli, da smo bili pa na nek način prvič umeščeni na svetovni zemljevid. Drži, med prvo svetovno vojno so prvič pravzaprav planerji velesil začeli opažati, da je tam tudi neki Slovenci, ne Slovenija, ker Slovenija pravzaprav seveda ni bilo, ne, ampak neki Slovenci, da nastopajo tudi kot eni, ki nekaj hočejo. Ampak če gremo z začetka, smo bili ali so naši predniki bili seveda eni od manjših narodov v Avstro-Ogrski in o vojni sami pravzaprav razen zelo redkih posameznikov, ki so bili malo v mašineriji, ampak generalno vzeto seveda nismo odločili, vojna je bila Slovencem dana. Drži z patriotizmom, z navdušenjem, vsaj delno iskrenim, delno seveda politično malo igranim. Smo pospremili recimo prvih 30,000 rekrutov, oziroma niso bili to rekruti, ampak so bili vojaki, ki so bili poklicani v recimo Graški korpus, ki je bil mimogrede, ker nekateri govorijo, kar da Slovencev niso hoteli Srbom poslati, to sploh ne drži. Po vojnem načrtu je tretji korpus imel zaiti, ker je bila vojna napovedana najprej Srbiji, seveda, na srbsko bojišče. Potem pa se je zgodila ruska vojna napoved in seveda so v skladu spet z načrtom en del sredi hoda, en del sil preusmerili in tudi ta tretji Graški korpus, v katerem so bili vsi, tako rekoč vsi Slovenci, ki so bili navadna pehota, ne, pa tudi artilerija, pa recimo te lahke enote in tako naprej, usmerili v Galicijo. Tudi malo zmede je bilo zaradi tega, tudi morda zaradi tega je to Avstro-Ogrska vojska s početka v tistem silnem trčenju z rusko vojsko v hodu odnesla malo slabše kot morda, če bi bila malo bolj pripravljena pa spočita. Ampak dejstvo je, da je seveda bila potovčena. Potem so se nadaljevali, seveda. Poklicani so bili ta boljši letniki in nikar ne mislimo mi, ki imamo izkušnjo, jaz nimam izkušnje z JLA, da osebne, da bom se z ničem dičil, kar ni, ampak ki imamo izkušnjo z JLA, ki so vsi služili vojsko. Razen, kaj s tem 5% recimo, da nesposobnih v mirnem času in še kaj drugega. Avstro-Ogrska je imela kvote, ki so izobraževale, ali pa fanti iz generacije tam nekje 60-65% in to še v zadnjem desetletju pred vojno. Malo so se med seboj ribali Avstrijci in Ogri in zaradi tega niso potrjevali večjih kvot, ne, in skratka 40% generacije je imelo samo ene malo boljše vojaške vaje. Ampak leta 14, zadnjega julija, oziroma po začetku, so seveda jemali izurjene vojake, ne tiste. Tiste so potem šele postopoma vlekli noter skozi tiste tako imenovane dopolnilne enote. In tam so imeli en mesec osnovne vojaške ponovitve, da tako rečemo, ali pa izobrazbe, kakorkoli že temu rečemo, urjenja, in potem so šli v dopolnitev onih enot na frontu. Zdaj, ogromno Slovencev je pravzaprav vsaj v Galiciji v ujetništvu končalo, ne? Če samo eno besedo še, da k letu 14 dam. To so navadni ljudje. Drugo je pa, seveda, zdaj, če govorimo o politiki, političnih strankah,
seveda ni bilo razen socialistov oziroma socialdemokratov, Jugoslovanske socialdemokratske stranke, ki so v nekem oziru se opredeljevali proti vojni, oziroma proti vojnim kreditom, kot se je tam lepo reklo. Drugi dve pravzaprav jih vojne niso zavračali, če tako gledamo, ampak morda je malo distinkcije zdaj med liberalci in klerikalci, pa nima morda smisla kaj veliko razlagati. Nekaj drugega je, klerikalci so potem sprožili iz svojih političnih potreb v bistvu eno gonjo, ki je malo bolj liberalce zadela in tako naprej, ampak nekaj drugega je. Avstrijski aparat, vladni ali pa državni, skupaj z represivnimi kosi, je seveda izkoristil to priložnost, razpustili so, oziroma, kako se tamo lepo reče, pustili so parlament brez njegove vloge in so vladali z dekretom, kar je en paragraf, en člen zakona o, ne vem katerega točno, se sem nekaj pisal, pa sem že pozabil, omogočal, da se je vladalo z dekreti kot skratka v izrednem stanju. In to do leta 17 parlament ni bil sklican. Parlament na Dunaju je bila bolnica. Šele 17. leta so parlament ponovno sklicali. So izkoristili za neke vrste notranji obračun ali pa pritisk na tiste tako imenovane nelojalne elemente. Predvidoma nelojalne elemente, ker to je marsičem pravzaprav bilo samo predvideno. To so bili pa seveda za razliko od druge svetovne vojne zelo veliko politično delujočih tudi duhovnikov. In duhovniki so ena od najbolj številnih kategorij, ki so jih preganjali v letu 14. To se je še malo vleklo tam do polovice 15, potem pa pravzaprav več ali manj prenehalo. Ampak ta represija je bila pravzaprav na Slovenskem tako zelo opazna ali pa tudi tako množična, seveda, da je potem postala neke vrste, da tako rečemo, politično orožje, lakmusov papir za tisto dogajanje po letu 17. Interpelacije, zahteve po preiskavi, po parlamentarni preiskavi, potem je bila preiskava vojaška komisija, civilna komisija, na koncu so pravzaprav bili pripravljeni priznati, da so šli daleč čez meje, ki so bile pametne ali razumne ali kakorkoli že. Bilo pa konc države, pa pravzaprav to ni imelo kakšnega posebnega smisla več. Ampak to od leta 17 je ena od najbolj, da tako rečemo, točk pritiska te slovenske politične elite. Tam ste videli vojaško sodišče. Vojaška justica je v tem vojnem stanju tudi v zaledju imela bistveno večje pristojnosti. Je segla tudi na civilno prebivalstvo in ko imamo ponavadi opraviti z vojaško justico, veste, da ni zelo veliko procesnih in podobnih natezanj, ampak se to zelo na hitro lahko ureja. Eno je Feldgericht, to se pravi naglo vojaško sodišče, tisto je drugo, ampak tudi navadno vojaško sodišče. To sem prej hotela vprašati, se mi zdi zelo zanimivo, ta vojna ujetništva. Bilo jih je kar veliko, Slovenci so bili večinoma vendarle v Galiciji, potem tam so srečali pa oni, če sva že prej govorila o bratrancih, pač smo se znašli z bratranci na nasprotnih stranih. Ampak je to imelo kakšen vpliv? So slovenski vojaki čutili kakšno drugačen odnos strani, recimo Rusov, potem, ko so bili ujetniki? In seveda to tudi, prej smo se pogovarjali z dr. Stiplovškom in o njegovem očetu, to je bilo pravzaprav tudi neko svetovljanstvo, te Slovenci, ki so padli v ujetništvo, so kar nekaj sveta lahko pravzaprav na nek prisilen način sicer potem prevandrali. Drži.
morda tako rečemo, ne? Ko je prvi češki polk zgodbo odkorakal na rusko stran, je seveda na Dunaju skoraj pregorel Brzojav, da malo tako govorim, a ne? Na slovenski strani takih primerov nimamo. Je pa kljub vsemu kar nekaj tudi namenoma poiskalo ali iskalo in našlo primerno priložnost, da je ušlo na drugo stran. Veliko jih je bilo pa ujetih. Dejansko ujetih, kajti, kot pravim, iz Galicije je ruska vojska potem avstrijsko vrgla po tistem prvem porazu, ne, v srečanju in že Přemysl, ki je 200-250 km za mejo, je potem bil oblegan nekaj mesecev in na koncu tudi padel. Ne. Se pravi, da so bili to ogromne razdalje, s kateri se je umikala in seveda je bilo tudi veliko vojnih ujetnikov. Slovenci so prinesli pravzaprav profesorja Stipluška, oče najbrž ta dnevnik ni objavljen, ampak kolikor jih je objavljenih, je seveda na, da tako rečem, poseben kolorit. Ne. Zelo hitro so se razumeli, Rusi niso nič z početka ne vedeli o tem, ne ločevali, ne karkoli. Se pa potem zgodilo nekaj. Ne. En del jih je bil pripravljen predvsem iz nacionalnih pobud, da tako rečem, na srbsko prošnjo je Rusija namreč odprla možnost, da so se vojni ujetniki prijavili kot prostovoljci. To je vojno pravo. Se pravi, samo kot prostovoljci lahko, pa še to je na meji, ne, v srbsko vojsko. To so te tako imenovani dobrovoljci, kot so si v glavnem rekli potem po srbskem izrazu. Ampak to je bil manjši del. Največji del jih je pa ostal dejansko v ujetništvu in so tisti, ki so to pisali in oziroma svoje spomine objavili, so seveda imeli zelo veliko simpatij do ruskega podeželja. Do ruskega podeželja, do ruskega kmeta in do ruske deklice ali dekleta. Ni jih bilo tako zelo malo pravzaprav, tako da je morda dejansko nekaj na tem, ne, ker če iz enega primera ne smete sklepati na karkoli, ampak je toliko opisal te vrste pravzaprav, da se kaže, ne vem, en je recimo zelo strašno zanimivo, ne, pravi, ruske punce, da tako rečem, so čist drugačnega Slovenke. Z moškega stališča najbrž si predstavljate, kaj to pomeni, tako kot so včasih za, kaj so že rekli, za Švedinja, ne, pa tako naprej. Bolj prijazne. Bolj prijazne, ja. In to so nekateri potem analitično povezovali seveda s klerikalno vzgojo, ne, ki tam ni bila, seveda tam je bilo čisto drugače in tako naprej. Skratka, zanimivo, sem postal pozoren, ker sem 4., 5., 6. tak stavek zasledil, recimo se večina ni bila zelo eksplicitna, ne, pri tej stvari. Jih je pa malo pripeljalo kakšne ženske sem. Tudi malo jih je ostalo, jaz vem za morda na 2-3 primere, jih je ostalo v Rusiji, da tako rečem. Se pravi, to so zveze, ki jih prinese vojna določen čas, ne pa. Konec koncev je bil tudi naš tovariš Tito dosti podobni situaciji. Pa tudi skoraj dodarno ženske. V Rusiji seveda so vojni ujetniki doživeli skoraj vse, kar je bilo mogoče. Rusija je izstopila iz vojne. Izpustila je vojne ujetnike, vrnila jih je nazaj v Avstro-Ogrsko. Leta 17 so šli skozi tako imenovano opravičevalni postopek, se pravi, so jih vprašali, kaj so tam počenjali, ali so bili lojalni, preveriti, tako niso mogli kaj posebej, ne? Razen, kolikor je cenzura gledala tiste njihove dopisnice, ki so jih pošiljali. Vojni ujetniki so lahko pisali domov, tudi v Rusiji. To je bil en del. In jih je potem sklenila, da bojo lepo dopolnili krasno enotno
ni bilo malo ljudi, veste, to je bilo, mislim, da skoraj 300,000 ljudi, ne? Vseh narodnosti, ne Slovenci. Da bojo krasno dopolnili enote. 6 tednov dopusta, potem pa nazaj v enote. In večina od tistih vojaških uporov, 15, ki jih je, beležimo v avstro-ogrski vojski v 17. pa v 18. letu, izvira iz teh fantov, ki so bili besni, da so mirno situacijo, tam so bili na varnem, nekateri zelo fejs še pravzaprav, zamenjali spet s frontom. Da ne govorimo o tistem, kar ponovadi rečejo, da so prinesli bolševiški duh in ne vem še kaj. Ampak ni bilo treba nositi bolševiški duh, zato je bilo nezadovoljstvo. Ja, midva mislim, da bi se lahko pogovarjala še ure in ure. Izjemno zanimiv sogovornik je naš nocojšnji gost, dr. Damjan Guštin, ampak nekako sva, jaz imam seveda še veliko stvari, tudi te prosojnice so še ostale, oziroma PowerPoint je še predzadnja, ja. Ampak, dajmo še, ja, Golobček. Še možnost za kakšno vaše vprašanje, če želi kdo kaj vprašati, res velikega strokovnjaka za to obdobje. Jaz upam, da sva šla nekako čez Evropo in tudi se dotaknila našega prostora. Vidim, da ni kakšne posebne roke, tako da jaz bi se... Aha, evo, ja, zdaj je. Gospod Komat, izvolite. Ja, zanima, če ste imeli dostop do nekega dela arhiva feldmaršala Bogojevića, ki je zajel v Ljubljani shranjen. Če kaj zanimivo? Kako, če? Če kaj zanimivo? Jaz ga nisem pogledal po pravici povedano, da ne bom se tle štel za največjega strokovnjaka. Kolikor vem, so v glavnem tam karte, bojišča, se pravi, tistega, kar je Borojević, čemu je poveljeval, se pravi, soške armade, oziroma tistemu, kar mi rečemo soška fronta v glavnem. Papirjev je pa relativno malo. Usoda tega je tako, to je bilo v štabnem vagonu. Štabni vagon je obstal na postaji, mislim, da v Stražišču, tam pri nekem tiru, pri Kranju, in tam so ga potem najprej pregledali civilna družba, se pravi prebivalci okoliški, odnesli, kar je bilo zanimivega, papirje malo razmetali, potem je nekdo tiste papirje malo začel zbirati in del se je znašel potem, takrat seveda ni bilo tega direktno v arhivu, Arhiva Slovenija, ampak se je nekaj hranilo in se je pravzaprav del v arhivu ohranil. En del tega, kar je bilo odpeljano, to se nanaša seveda na del arhiva. Del arhiva armade je bil seveda spravljen sproti odvažen na Dunaj v vojni arhiv in je en del tudi tam. Tako da je pa bilo res nekaj časa neznano, da je precejšnji del tega, mislim, se govorilo o nekih 35 kartah in še nekaj drugega, da je to v Ljubljani recimo obležalo, ker je mimogrede tudi potem v Luku končalo. Dobro, še... Kaj pa glede njegove smrti, ki je malo skrivnostna? Smrt. Ja. Prej je tudi Mozart imel zelo eno podobno zadevo, ne? Ampak kaj hočemo reči? Borojević buri duhove seveda zaradi tega, ker je bilo vanj projecirano marsikaj. Slovenci, mislim, da ste tisto sličico videli, je z Gregorčičem skupaj, se pravi, nacionalni heroj. In tudi mimogrede seveda v nekem oziru je celo to on uporabljal. Ja, ta, ja.
Bil je eden od pravzaprav sposobnih generalov. Sam so ga postavili v tistem nuji, vzpostavitve obrambe, zato ker se je izkazal v Galiciji, ne zato, ker je bil neki takle. Dost uspešno je deloval, po duhu pa je pravzaprav ostal on cesarju zvest in to je najpomembnejša črta, royalist, kot se potem reče takim, ki se še angažirajo za to. On se je namreč tudi hotel angažirati, da bi veste, da na Dunaju je cesar odletel, so ga odstavili in je celo pustil dovolj sledov, da so ga potem povezali z poskusom, da bi nazaj, oziroma z organiziranjem nečesa, kar naj bi pomenilo, da so Habsburžana spet na Dunaju inštalirali. Tako da, če malo gledamo te izven Soče, je pač Borojević res hrvaški Srb ali srbski Hrvat. On je namreč povezoval te dve stvari skrajne, karierni, tako kot zelo številni krajišniki vojak. Dobro. Vojaki so bili pa zvesti cesarju, ne v ugrski polovici, ne v parlamentu, ne temu, ne onu, prisegali so cesarju. In oni so to razumeli dobesedno potem. V glavnem skoraj ga ne najdemo, ki bi bil izjema v kakšni mentaliteti, recimo, v tem. Dobro, bomo končali. Jaz imam 3 informacije, kratka. Naslednji pogovor, srečanja pod Slamniki, na katerega vas vabim. Naš gost bo glasbenik Domžalčan Tomaž Habe, v sredo 29. novembra, tako da vas vabim na ta pogovor o njegovem življenju, predvsem zato, ker je letos dobil visoko in pomembno priznanje. Že oktober? Ne, novembra. Oktober je zdaj. Enkrat na mesec sem rekla, se dobivamo. 19. november je sigurno sreda. Potem druga stvar je, da ste še vabljeni na, kdo še ni šel pogledati razstavo Menačnikovo domačijo o prvi svetovni vojni na našem področju in tam si lahko vzamete oziroma kupite tudi knjigo Obrazi vojnega vsakdana na domžalsko-kamniškem območju v prvi svetovni vojni. Knjigo je pripravil Kamniški muzej, avtorstvo gospe Zore Torkar, tako da tole je možno tudi zdaj pri nas kupiti, smo se dogovorili z muzejem. In seveda na koncu tisto najvažnejše, najlepša hvala dr. Damjanu Boštinu, da je bil danes naš gost, da smo lahko z njim delili in videli znanje oziroma vse to, kar bi želeli vedeti o prvi svetovni vojni, morda nekoliko zanemarjenem področju v našem vedenju, ampak mislim, da smo danes zares veliko novega spoznali in seveda tudi predvsem so te izkušnje zelo pomembne za prihodnost. Hvala lepa.